Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Kaj pravite, kakšen je bil občutek, ko ste se po več kot mesecu dni lahko vrnili na teniška igrišča? Verjamem, da nepozaben. Mi smo sicer že začeli s 5. tednom projekta Ostani doma in bodi teniško aktiven. Seveda, zdaj ste lahko aktivni tudi na igrišču, a še vedno veljajo priporočila in navodila pristojnih institucij. Bolj kot jih bo še upoštevali in seveda spoštovali, prej se bomo lahko vrnili na teniška igrišča v normalno stanje. Kaj je sploh normalnost, kakšna so pravila za uspešno življenje in še marsikaj pa z današnjim gostom. Mislim, da ste ga na kratko že videli, ker je vrnitev na igrišča res poseben dogodek, se bomo zdaj preselili prav na teniško igrišče, nekomu, ki ni samo teniški igralec, ampak je marsikaj več. Rado Mulej, se slišiva in vidiva? Ja, živo, evo, jaz slišam, vidim, me slišiš, me vidiš? Vidim te. Kaj delaš na teniškem igrišču? Si sam, s kom igraš? Ja, krompirja ne sedim najbolj, ne če sem na teniškem igrišču, ampak jaz namreč moram povedati, da sem res velik ljubitelj tenisa, vedno bil in vedno bom, je v mojem srcu zasidran in absolutno že drugi dan danes treniram, od včeraj je dovoljeno, tako da imam že drugi dan treninga. S tem, da ne treniram sam, nisem sam tukaj, ne, sem pa v bistvu s človekom, ki je tudi moj zelo dober prijatelj že od otroštva, od mladosti in tudi je absolutno človek, ki je tudi na neki način malo izumil neke udarce, ne. Šala, ampak je pa to človek, ki je bil tudi jugoslovanski prvak in tako naprej in to je moj trener in s ponosom ga lahko tudi dam zdravljenje, od tukaj zraven mene stoji zdaj, ki me čaka, da mi da končava intervju, da jaz lahko začnem s treningom, ne. In to je, drage dame in gospodje, eden in edini Uroš Sever, moj trener. Uroš, vidva, sam prosim te. Evo, moj kume. Bravo, Sever Uroš, legenda. Zdravo. Lep pozdrav. Torej, Uroš, kakšna je trenutna forma Rada Muleja? Trenutna forma, najprej bi rad povedal, da ta prvi klic po sprostitvi ukrepov je bil Radotov in ga ni zanimalo popolnoma nič drugega, kot samo kdaj lahko začneva s treningi, kdaj. Jaz sem mu predlagal jutri, pojutrišnjem, on je insistiral na včerajšnjem dnevu in sva tudi že naredila včeraj lep trening, danes so ponovno tukaj, tako da, kar se tiče pa forme, pa Rado nikoli sploh ne izpade iz nje, stvar se samo dviguje. To, vidiš. No, glej, kar je res, tle ne bom nagiral. Ja. Na kratko, kaj vaju čaka danes? Danes imamo poseben program, včeraj je bilo malo, da se ponovno spoznamo, da Rado malo začuti igro in tako naprej. Tudi po zimski sezoni smo zdaj odzunaj, ker je dovoljeno igrati samo odzunaj. Danes pa že poseben program in če dovoljta, bi vaju pustil sama dva, da se pogovorita do konca. Jaz grem pa kar pripraviti poligon za ogrevanje. Radota. A se slišimo? Malce smo se izgubili, piše samo Rado Mulej, slišim vaju, tako da počakajmo še malo. Rado, evo, zdaj vaju znova vidim. Smo nazaj, sorry. Ja, okej. Torej, Uroš gre zdaj pripraviti teren. Tako je, jaz grem pripraviti poligon za ogrevanje, vaju pustim sama, Radota čaka pa kasneje naporen trening. Živjo. Hvala, Uroš, se vidimo. Morda, Rado, samo za začetek, pa ne bodi predolg, naštej vse povezave Rada Muleja in tenisa. A Uroš še? Ne, ti, če našteješ svoje povezave s tenisom. Uroš, jaz ga kličem kume, ne? Uroš mi še zdaj postaviti poligon in ta poligon, ponavadi, ki mi ga postavi, mi je muka, to je to, kar bi bil nogometaš, včasih mu rečem, a sem fuzbaler, a sem tenisač. Ne, ti si tenisač, ampak moraš imeti kratke korakce, moramo to skakati. On mi postavi mreže, postavi mi stožce in to moram jaz laufati, žogce odbijati, tako da trening je res vrhunski. Povezava Rado Mulej in tenis, absolutno odkar živim, mi ta šport res ogromno pomeni. Sem velik ljubitelj, velik navdušenec in tudi sem zelo vpet v tenis že celo življenje. Namreč moj brat, Grega Mulej, je bil zelo dober v tenisu, je bil tudi celo tretji v Sloveniji v tenisu takrat v mladosti. To je ta generacija tudi od, recimo, malo mlajši, od Krušiča Gregata, recimo, direktorja Teniške zveze in pa od Uroša Severja, ampak to je tak, Krašovc pa ta generacija je bil moj brat in je bil zelo dober. In tudi jaz sem v bistvu treniral, ko sem bil kot mlajši, pač kot še mulc,
sem tudi treniral to, sem bil v klubu v Domžalskem, sam pa sem ugotovil nekako, da takrat, ne, v tistih časih, ni bilo še toliko žensk v tenisu in mene so pa punce zmeraj malo zanimale, da moram pomagati, pač to bolezen imam, da imam res punce in sem pol šel pač se drugega športa lota, to je ples, tam je bilo veliko žensk, pa sem bil en redkih moških, ne. No, sem bil tudi tam zelo uspešen, ampak ja, tenis je pa absolutno v meni ostal vedno in sem velik ljubitelj. Mislim, nekateri imajo radi nogomet, nekateri imajo radi. Jaz imam rad vse športe, ampak je najprej tenis, pol pa 14 dni nič, pa spet tenis, pa mogoče pol še kaj drugega. No? Tako. Ker si omenjal dekleta, ne? Če vpišeš Rado Mulej v Google, ti ponudi številne fotografije in na vseh teh fotografijah so ob tebi številna dekleta, različna, torej si dosanjal svoje sanje. Niso bile one ob meni, sem bil jaz ob njim. Tako, veš, da malo ne. Veš, da malo ne. Dobro, tenis je... Ja, prijateljice, ja, pa sem v ta ženski svet bil vpet tudi kot frizer prej, ki sem bil frizer, ne, in sem modne revije friziral in tako naprej in tam so stiki zelo osebni, zelo osebni tudi v nekaterih primerih in seveda smo se pač družili in smo se imeli luštno. No, ampak pustimo zdaj to moje pot, smo danes tukaj zaradi tenisa, zaradi moje ljubezni, ki je pa sigurno največja, kar za šport tiče, pa to tenis. In ja, evo, jaz sem pripravljen, sem v nulo, ready, spreman za en, recimo, ne, tak, servis sem vam malo pokazal, čeprav jaz to ne bi preveč kazal, ker zdaj sem malo ven z forme. Moram pa nekaj povedati, da zdaj v tem času imam tam doma pri hiši, imam eno tako veliko steno in sem čisto vsakem se še malo nabijati v steno, res. Tako, jaz tenis obožujem, no, jaz sem velik navdušenec, velik fan in ne samo to, sem tudi poslovno vpet v ta šport. Moram reči, da zelo veliko sodelujem s Teniško zvezo, to je direktor Gregor Krušič. Meni od majhnega smo družinski prijatelji in človek, katerega izjemno spoštujem in cenim in je tudi velik tenisač seveda. In smo tudi naredili en lep projekt z njim, s Gregor Krušičem, ker protagonisti tega projekta smo mi, to je projekt Gibaj mladina, to poznaš, ne? Seveda. To je en krasen projekt, da zbiramo pač dilerčke, da lahko pomagamo otročkom iz socialno ogroženih družin, da jih spravimo v šport, da jim omogočimo tudi ta prečudovit šport, kot je tenis. Ne? In tukaj smo protagonisti tudi tega projekta, jaz, Gregor Krušič in pa Nuša Lesar. Ne? Ker je pa tudi moj angel varuh, ker jaz, kadar treniram, je ona skozi, Radko, si šel tenis igrati? Sem, moram to tako narediti, da je ona, ja, ona je taka, bom rekel, moj angel na levi rami, Nuša Lesar, vsi poznate za kanala, ne, oddaja Svet. In ja, me zelo bodri pri tem. No. No, pa če nekako ostaneva pri projektu Gibaj mladina, ko se družiš torej z najmlajšimi, kaj opažaš, da je drugače kot takrat, ko so bila midva mlada, kako jih motivirati, da je ta mladina bolj aktivna? Mislim, da je zdaj v tem času tenis zelo se je veliko bolj približal ljudem, veliko bolj dostopen, bom rekel, da je ljudem. In otroci, mislim, da mladina, zdaj glede na to, da imamo tako dobre teniške igralce, tudi Slovenci in teniške igralke, da ne pozabimo punce, so res fantastične in res dobro igrajo. Mislim, da mladina zdaj tenis začela drugače sprejemati, kot smo ga mi, ker ni bil dostopen čisto vsakemu včasih, zdaj pa je bolj dostopen, no, tako bom rekel. Pa morda, kako pomembna je domišljija in pa radovednost? Kako jo ohraniti tudi potem, ko odrasteš, kako poskrbeti, da imaš v sebi, ti imaš še vedno, kot kaže to, delček otroka in tudi sam sem takšen. Kako otroke tudi na ta način voditi? Jaz to gledam drugače. Jaz tenis ne gledam samo kot igro, kot lopar in žogico, ne, kot reket in žogico, recimo. Jaz gledam tenis, meni da tenis veliko več. Ne. Jaz tenis gledam kot, to je, po mojem mnenju, je to eden od teh športov, ki je absolutno najboljši za odraščanje, za mentalno odraščanje tudi otroka, ne, konec koncev. Tukaj si sam sabo, ne, ni za to ekipa 11 ljudi in žoga, ampak je tukaj si sam na svoji strani in se nekako sam bori s tem in je. Gre za mentalno odraščanje, gre za v bistvu ta notranji, da se ljudje, otroci že sami pri sebi, kot mladi, kot majhni, da se lahko poglobijo vase preko tega športa in tudi znajo zgubljati in konec koncev zmagovati, ampak tudi poraza se tukaj naučiš
In tukaj se naučiš tega, da poraz te pelje samo še lahko v zmago. Ker če se res potrudiš, pač to je tako kot življenje, to je v življenju čisto neka normalna stvar. Ne? Tako da jaz gledam tukaj tenis kot zelo dobro mentalno odraščanje otroka. No, če nadaljujejo v tej smeri, kaj pa napake, kako si se ti soočal z njimi? Mladi se namreč bojijo napak v šoli pred vrstniki, a nekateri pravijo, ni napake, je samo, kako se po njih pobereš. Jaz rečem, ni napak, so samo manjše napakice, ki so lažje rešljive. Ker tudi tako je, če ne boš nikoli padel, se nikoli ne bo znal pobrati. Se pravi, če ne boš nikoli naredil napakice, jo nikoli ne boš mogel izboljšati. Konec koncev, ne? In zato je tenis fajn, ker je individualen šport in tudi trener, recimo, jaz tudi imam trenerja, Severja Uroša, in se ti res posveti. Res vsako tvojo napakico, seveda moraš znati to sprejemati. Moraš biti človek, ki zna sprejemati to, da ti nekdo da neko grajo. Ne samo pohvalo, ne sprejemi samo pohvale. Ne? Ampak ta graja je vedno nadgrajena v bistvu s tem, z nekim novim pristopom oziroma z nekim novim, recimo pri udarcu, da ga udarca ne delaš recimo pravilno. Greš prepozno na žogo, greš prekmalu na žogo. In to trener lepo objasni, razloži in to je tudi v življenju. Če se zalepiš v neko stvar, brez da si premislil, tukaj moraš razmišljati zraven in tukaj te pelje v celotni zgodbi, te pelje v življenjski zgodbi, te pelje v to, da se boš vedno napakice delal, kar jih normalno delamo vsi, ampak jih boš tudi znal rešiti. To je pomembno. Kako pa si ti morda postavljaš, ker ravno govorijo o tem prioritete v življenju? Gete je nekako rekel tako, da so najpomembnejše stvari v življenju, ne smejo biti nikoli na milost ali nemilost manj pomembnim stvarem. Torej, kako se osredotočiti na najpomembnejšo stvar? Mislim, jaz imam to srečo v življenju, da česarkoli sem se lotil, sem v tem užival. Nikoli nisem delal nekaj, kar mi ne bi pasalo, pač to srečo imam. In to pot sem si nekako znal izbrati in zato je odkril tudi tenis, ki sem odraščal s tenisom in me naučil neke smernice, me hoditi morda po pravi poti. Doskrat zaidemo na napačno pot, ampak hoditi po pravi poti je zelo pomembno in ne vem, opala, padla sva. Dobro, vidimo še se. Veš kaj, piha, ja. Dobro, Evo, še vedno si na liniji, tako da ni problema. Se upravičujem, ja, piha, veš, tukaj je zdaj, kar ne bo dobro biti za žogco, ampak dobro, evo. A se vidva še vedno, ne? Še vedno, ja. Ok, super, se upravičujem, tole je zapihal, pa je padlo vse skupaj po tleh. Ja, ne vem, kako se soočati s tem, v bistvu ne soočati, kako, ne vem, nikoli nisem delal v življenju ničesar, za kar nisem res dihal in živel za to. In to mi je dal tenis v mladosti. Moram reči, da mi to mi je dal ta športni duh, ta individualni športni duh in ta fokus, v bistvu, ki je tukaj fokus na žogico, tukaj v drugem primeru je pa fokus na življenje, ne? Na življenjsko žogico. Ne? In trenutno seveda še že nekaj časa tudi podjetnik. Se kdo zadev? Lahko nadaljujeva. Po moje, da lahko je. Ja. Si tudi podjetnik. Boš ti povedal, kateri poslovni projekt pa je zdaj v ospredju pri tebi? Jaz zdaj sem v bistvu najbolj počaščen, tako bom še malo pri tenisu stopil, potegnem pa na svojo poslovno pot. Jaz sem tukaj tudi zelo vpet v tenis, ker to sem hotel pač pustiti za češnjo na torti. Ne. Sem počaščen, da sem tudi v ekipi Aljaža Bedeneta, našega najboljšega slovenskega teniškega igralca. In vsi poznamo, da je Aljaž Bedenet normalno zastopa našo zastavo po celem svetu in sem tudi njegov menedžer v bistvu, ne, za Slovenijo. In sem v tej ekipi, tej krasni ekipi, kjer so tudi Anže kot kondicijski trener, Blaž kot fizioterapeut in pa Markus Wixensperger kot trener, ne, njegov teniški. In moram reči, da te fante so tako eni prečudoviti, ker fante je to nekaj norega. In jaz sem del te zgodbe, te Aljaž Bedenet zgodbe, ki je absolutno večna in edinstvena v Sloveniji in v svetu. Ne. Tu zdaj sem bil z njimi recimo v Avstraliji, na Australija Openu sem bil zdaj z njimi. Potem lansko leto sem bil z njimi v New Yorku na US Openu, zdaj bi že mogli nazaj prijeti iz Miamija. Žal je pač zaradi te korone se tako zgodilo, da nismo prišli do tega, da pač se je mogel Aljaž vrniti nazaj iz Indianapolisa, ki je bil prej tam. Potem zdaj bi nas čakal Roland Garros, Wimbledon, ampak to žal se je zdaj prestavilo, bomo šli pa drugo leto. Ne. Upam pa, da bomo prišli vsaj tako, da bomo lahko prišli na naš Slovenija, se pravi Sava, zavarovalnica Slovenija Open, to je ta Challenger naš v Portorožu, ki ga organizira Teniška zveza Slovenije iz Savo zavarovalnico. Ne.
Upam, da bomo vsaj do takrat lahko naredili en tak velik korak naprej v tenisu, kar se tiče tekmovanj, in potem kasneje pride spet na vrsto New York. Ne. Morda na turnirjih, ki si jih prej omenjal, si srečaval tudi ostale slovenske igralke in igralce. Kakšno je trenutno stanje po tvojem mnenju v vrhunskem slovenskem tenisu? Kako konkurenčni smo, kje smo boljši in kje imamo še možnosti za izboljšave? Izognil se bomo oceni slabši, torej izboljšave. Kje bi jaz videl izboljšave pri teh? Moram reči, da tukaj je toliko enega garanja, jaz to vidim. Mislim, jaz se družim z njimi, sem tu z njimi zelo velik, kot so, ne vem, Dalila Jakupović, Kaja Juvan in tako naprej. Vse te tudi tenisačice, govori tudi ženski tenis, se smemo pozabiti, ker so res punce zelo krasne, ampak izboljšave misliš o sami igri med njimi? Nasplošno, kako konkurenčni smo, kje imamo še možnosti za izboljšave, kje vidiš, ko spremljaš tudi ostale vrhunske igralce, ko si na turnirjih, kaj nam še manjka morda? Kje imamo minus? Mislim, da nimamo minusov, da smo res punce in fantje in sploh Aljaž in tako naprej, da so vsi tako vrhunski, da jim kmalu, oziroma že zdaj mislim, da jim noben ne more seči do kolena. Jaz sem tako, jaz sem pripadam slovenskemu tenisu in slovenski tenis mora zmagovati. In zmaguje. Prej si želel dejati še v novem projektu, oziroma projektu, ki ti vzame zdaj največ časa. Morda še dodaš to? Tako, no, to sem mogel poudariti, če sem v pet, koliko sem v tenisu pet, zdaj pa ja, seveda, drugače pa sem pa, prej sem rekel, da sem podjeten, ne, ja, tudi, seveda se ukvarjam, imam svojo proizvodnjo džinov in tonikov in tako naprej. No, se tukaj imam tudi, recimo, lahko pokažem eno flašo, tudi posebne flaše, če želiš, ti lahko pokažem eno flašo, ne, mislim, evo, tako to zgleda, recimo, moj premium, ne, to si malo reklame naredim, veš. To ni danes, ne. Veš, kakšna so pravila in navodila, takoj, ko je konec treninga, moraš oditi, ne? To jaz ne bom pil, zdaj, ko treniram in tudi nikoli ne pijem sam, tako da je pa to tako zdaj, flaša, lepa džin, to je džin, ki ga jaz proizvajam, ampak zdaj ne bomo delali reklamo, zato minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju, ne? Eno ti kasneje pošljem naslov, da mi ga pošlješ domov, dobro? Z veseljem ti ga prenesem. Zgodba je pa ta, fora je pa ta, da to res dejansko proizvajam in tudi zdaj se zelo tujina zanima za te moje produkte. V Sloveniji sem že kar razširjen, no bom rekel, in delam tudi tonike. Gremo na tonike, recimo, ne, toniki so prvi in edini slovenski tonik, ki je brez sladkorja, recimo, delan, ki je dober za športnike, ne. Tako da ostali moji produkti so postili nekako edinstveni, so malo drugačni in moram reči, da sem v tem zelo upet, ja, sem zelo z glavo v teh projektih, v teh, bom rekel, pijača projektih. No, zdaj sem naredil tudi nov rum, Ron Pirado, prvi slovenski rum in tako naprej. No, zdaj to lahko razglabljava veliko tega, ampak zdaj bomo najbolj bolj o tenisu govorili, ne? Ja, zdaj smo že čisto pri koncu najnega pogovora, recimo temu, da sva pri zadnji igri, izenačeno je tiebreak, tu boš pa moral nekako iti ven iz svoje kože. Vem, da veliko govoriš, da rad govoriš, tokrat pa boš moral biti kratek. Odgovori kratko na naslednja vprašanja, nekatera so zelo zanimiva. Dobro, bo znal? Ja, valjda. Če bi rado igral tenis, bi ga igral tako kot? Aljaž Bedene. Če bi rado obtičal na samotnem otoku, katere dve stvari bi želel imeti ob sebi? Punco pa njeno prijateljco. Kaj je bilo zadnje darilo, ki si ga na zadnje podaril nekomu? Lahko je tudi to, kar boš podaril meni. Gin premium, moj gin premium, tak, ki si ga prej videl. Zdaj pa nekakšno Google vprašanje. Kaj bi nas naučil Rado, če bi imel na voljo, ponavadi rečejo tam 5 minut, midva pa imava 30 sekund. Lahko to povežeš tudi s trenutno situacijo koronavirusom. Kaj si se morda ti naučil in kaj bi zdaj nas naučil v 30 sekundah? Če povežem to, dajte ljudje, lejte, te ukrepi so pomembni, te ukrepi so pravilni in dajmo biti doma in dajmo ta čas, ki smo doma, izkoristiti, lepo vas prosim za to, da se zbližamo. Do zdaj nas je sistem vozil v to, da smo mogli garati, delati, nismo imeli časa en za drugega, zdaj pa dajte pari, se pravi, kakorkoli, ki ste doma povezani, dajte se zbližati, dajte se združiti, dajte si odpreti srce in daj postanite zopet par, svež par in dajte se imeti radi. To je zelo pomembno. In te ukrepi jih vzamemo za to, da bomo lahko mi zopet delali na sebi oziroma na svojem odnosu s svojim bližnjim. To je najbolj pomembno. Te ukrepi so pa pravilni in je meni čisto prav, da tako po eni strani narava diha, narava je zadihala, ker smo bili zelo grdi do nje, smo bili nesramni do nje, zdaj narava diha, je začela dihati
in dajmo ta čas. Ne se fokusirati na to, zakaj ne moramo nikamor, zakaj ne moramo, skozi neka panika. Ne, umirite se, objamite svojo drago in ji povejte iskreno, da imate radi. Zopet jo vzljubite, če do zdaj niste. Ne? Hvala lepa za ta nasvet. Samo pogledaj nazaj, ali je Uroš že pripravljen, da lahko greš. Ja, tam me že čaka, ja. Hvala lepa torej. Lahko se izključiš in srečno. Najlepša hvala, lep dan želim vsem ljubiteljem tenisa, tako da Teniška zveza pa za absolutno predsednika. Ajde, hvala lepa, Rada. Srečno. Ja, ne pozabite torej, majhni dnevni cilji, ki se redno lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Se vidimo v torek, ko bomo vsi imeli za seboj nekaj treninga, a vseeno pazite, tako da previdno in spoštujte navodila, ker se Rado še vedno ni izključil, se bom izključil sam, da ne bo delal kakšnih neumnosti. Srečno in se vidimo v petek. Čau.